Prejšnji teden, konec tedna, smo se sporazumno razšli z selektorjem nogometne reprezentance Slovenije Matjažem Kekom in se pričeli dogovarjati o neke druge vrste sodelovanju, a o tem drugič. V tistem trenutku smo bili postavljeni pred veliko dilemo, koga postaviti za selektorja slovenske nogometne reprezentance, in po temeljitem premisleku in tudi mnenju strokovne komisije smo se odločili za Slavišo Stojanovića, v katerega verjamemo, da je sposoben slovensko reprezentanco voditi na vrhunskem nivoju. Zavedam se, da je naloga, pred katero stojim, zelo odgovorna in sem sigurno maksimalno pripravljen in motiviran, da jo speljem na najboljši možni način. To več ni neka lokalna zgodba. Zdaj sem na čelu reprezentance, ki je vedno ogledalo kompletnega nogometa v Sloveniji, tako da tako temu primerno se moramo obnašati od prve do zadnje sekunde oziroma od prvega do zadnjega trenutka in v najboljših močeh pokazati največ, kar se da. V prvi vrsti moram analizirati obstoječe stanje, analizirati vse tekme, kot vam je znano. Sem bil praktično 2 leti in pol odsoten, nekatere igralce oziroma večino igralcev poznam, nekatere pa ne poznam. Po analizi potem lahko bolj konkretno odgovorim na to vprašanje, ali bo to isti kader, ali bo kakšna noviteta. Sigurno si pa želim kakšne igralce, ki so pokazali v mlajši selekciji do 21 let svoj nivo znanja, tudi priključiti prvemu timu oziroma A selekciji. Tako da imam par imen, s katerim bom sigurno stopil v kontakt in se konkretno pogovoril. O finančnih podrobnostih ne bom govoril, ker je to stvar nogometne zveze in selektorja. Podpisuje pa do konca ciklusa kvalifikacij za svetovno prvenstvo z avtomatskim podaljšanjem v primeru uvrstitve na svetovno prvenstvo. Vizija predvsem priključiti neko svežino, nek nov veter, in v zadnjih 2 letih sem porabil dovolj časa za neke nove prijeme oziroma za neke nove analize, katere upam, da bom lahko uspešno prezentiral tudi v nacionalni selekciji. Tako da te vse analize, ki so mi pokazale določene rezultate v zadnjih 2 letih, upam, da jih bom tudi lahko prenesel na igrišče. Želja je tudi moja, da se uvrstimo na tako veliko tekmovanje, predvsem, ker je to tekmovanje tudi v deželi nogometa, v Braziliji. Naredili bomo vse, da se temu cilju tudi približamo oziroma ga ustvarimo. Ne bo lahko, seveda ne bo lahko, potrebno bo maksimalna zbranost in maksimalno podrejanje vsem pravilom, ki jih bomo postavili na tej poti, tako da v želji se spravljamo takoj z veliko motivacijo naprej. Upam, da imajo igralci enako dozo motivacije, kot jo imam sam. Nerad govorim o sebi, v principu sem zelo dosleden človek, malce čudaški, ampak zelo dosleden.